Spoštovani mariborski župan, častiti bivši predsednik vlade, protikrizni predsednik uprave najboljšega soseda. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Hiperaktivni poslanec SDS-a Branko Grims je na včerajšnji javni tribuni SDS, kjer so člani tako imenovane vlade na kraju, kamor sonce ne posije, govorili o protikriznih ukrepih, ki jih sprejema sedanja vlada, povedal, kaj bi bil zaradi domnevne varčevalne nesposobnosti sedanje vlade po njegovem najboljši varčevalni ukrep. Zaradi tega, gospe in gospodje, bi bil najboljši varčevalni ukrep nove volitve, na kateri bi prišli na oblast. Hvala, Branko Grims. Prosim, čim prej nas odreši vsega hudega. Sicer pa kdo prav, da Pahor ne varčuje? Saj ne, da bi imel 5 varnostnikov ali pa kaj podobnega. Poleg tega pa si je vmisel tiskalnik za tiskanje svojih fotografij, kar pomeni, da so agenciji Bobo šteti dnevi. Sicer pa se je naš velecenjeni premier domislil enega zanimivega varčevalnega ukrepa iz solidarnosti do vseh, ki se srečujejo s težavami, povzročenimi s prekomernim uživanjem alkohola, se bo odpravil po poteh Kristusa in v puščavi iskal hudiča. 40 dni brez alkohola. Dolgi dnevi bojo to. Poznam občutek. Ste ponosni na to, da vam je uspelo vsaj to zdaj v prvi fazi? Alkoholni post podpiramo tudi na vesti, zato smo iz vseh okoliških stanovanj pobrali alkohol in ga strokovno uničili. Pri gverilski akciji ni bila poškodovana nobena žival, rastlina ali človek. O volitvah, tokrat evropskih, pa so razpravljali tudi na seji LDS-a. Evropski poslanec in nosilec liste Jelko Kacin, za katerega mastna plača ni niti najmanjši motiv za službo poslanca v Bruslju, je takole pojasnil reševanje gordijskega vozla z neko bratsko republiko, ki jo imenujemo Hrvaška. Slovenska javnost pričakuje, da se bomo iz te zadrege izkopali relativno hitro. Zato mislim, da je edina realna pot v tem trenutku medijacija, ki je nekonvencionalna, ki je neobremenjujoča, ki je hitrejša in ki je predvsem obetavna. Ljudje si želijo tega olajšanja in želijo si, da bi se obe vladi ukvarjali z drugimi problemi in Hrvaška zagotovo ta hip ni najnujnejša. Medijacija, meditacija, pa kva se jo še spomnil? Kva se jo še spomnil? Levitacijo. Levitacijo se lahko spomnijo. Lahko se spomnijo transformacijo. Zakaj se ne bi transformirali v telebajske? Bi imeli telebajska Pahorja, telebajska Sanederja, telebajska Janšo, pa telebajska Jankoviča, pa bi se dobili na travniku, pa bi vriskali. Pa bi se vse zmenili. Medtem ko minister Lukšič dobiva sive lase zaradi zimske univerzijade v Mariboru, interpelirana predsednica Katarina Kresal ob 17. obletnici izbrisa zavest pravi takole. Malo je potarnala. Žalostno je za pravno državo, kar naj bi Slovenija bila, ne zame. Jaz bom svojo dolžnost in svojo voljo, da ta problem rešim, izpeljala še naprej. Nadaljujemo z izdajo dopolnilnih odločb in v nadaljevanju, ko bodo te odločbe izdane, bomo vse preostale izbrisane uredili z posebnim zakonom. Na tem področju se ni nič spremenilo. Se pravi, vi ste optimistkinja? Absolutno. Pa kako se lahko sploh še pogovarjamo o pravni državi? Je bila kdaj pravna država? Jaz ne vem o tem. Ni bilo pravne države, nobenega kriminalca nismo zaprli nič. Kriminal, mislim, divja, po ulicah horde, vse sort. Kresalova je komentirala tudi zaprtje zapora Guantanamo in obljubo voditeljev in zunanjih ministrov vseh držav članic Evropske unije, da bodo 60 zapornikom, ki bi jih v njihovih državah preganjali, dali zatočišče. A imamo sploh toliko placa na Dobu? Mnenja smo, da bi Evropa v tem morala sprejeti enotno stališče. O tem se začne resno razprava jutri na svetu ministrov. Gre za izjemno resno in pomembno varnostno vprašanje, ali sprejemamo posamezne zapornike ali ne. V Sloveniji ta ocena še teče, tako ocena varnostnih vidikov kot ocena obstoja zakonskih podlag za njihov sprejem, tako da končna odločitev še ni bila sprejeta. Računam pa, da tudi jutrišnja razprava bo doprinesla kakšen korak k temu, da sprejmemo končno odločitev. Ravno kar sem iz režije dobil napotke glede branja besedila, zato vam poskušal kar najlepše prebrati naslednje besedilo. Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 17. seji izrekla podporo peticiji Plinski terminal v Kopru in Tržaškem zalivu. Ne, hvala! Terminal nasprotuje tudi poslanec Zares Franko Juri, ki je zavest pojasnil, zakaj je do peticije prišlo in kako gleda na včerajšnjo razpravo.
Peticija je nastala na podlagi zaskrbljenosti ob nekaterih izjavah predstavnikov vlade. O smešnicah iz ZZZS-ja, komentar dneva, Rado Pezdir. Skoraj da neverjetno je, kako se vlade menjajo, težave v zdravstvenem sistemu pa ostajajo odporne na kakršnekoli spremembe, še več z vsakim novim ministrom eskalirajo v poslabšano finančno vzdržnost in zmanjševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev vseh državljanov in državljank te države. Smešnica, ki so jo uprizorili na ZZZS pred 2 tednoma, ko so javno priznali, da je zdravstvena blagajna v kolapsu in so zaradi tega predstavili paket varčevalnih ukrepov, pa je že precej tragična. Varčevalni ukrepi se namreč niso dotaknili resnih strukturnih sprememb v politiki plačevanja zdravstvenega sistema in niso na noben način napoved za odpravljanje ekscesov. V prvi vrsti cen zdravil sistema SPP, plač v zdravstvu in v drugi vrsti stroškovne učinkovitosti bolnišnične mreže, razbitja lekarniškega kartela, preplačanih koncesij in tako dalje. Temveč temeljijo na obstoječem razsulu sistema z razširitvijo baze za obračun zdravstvenih prispevkov in na dvigu prispevne stopnje ter znižanju že obstoječih pravic. Norost, ki jo predlagajo, je potencirana še s trenutnimi težavami v gospodarstvu. Noben racionalni človek namreč ne bi zviševal prispevnih stopenj v času prihajajoče krize, saj to pomeni dodatno obremenitev posameznikov in podjetij. Seveda se ob zgornjih stavkih vedno začne kruljenje pobesnelih levičarjev in nacionalsocialistov te države. Toda kak hladen tuš. Računsko sodišče je namreč pretekli teden ugotovilo, da ministrstvo in ZZZS delujeta popolnoma netransparentno pri določanju cen zdravil. Posledice? Sistem je odprt za korupcijo, zdravila so precenjena, dostopnost do zdravstvenih storitev pa zmanjšana. Torej ideološki divjaki, če ne verjamete neodvisnim strokovnjakom, izvolite mnenje državne institucije in sami preverite, kakšne bedarije podpirate. In kaj počne ministrstvo? Zaenkrat prav nič. Mogoče čaka na trenutek bankrota in sanacijo zdravstvene blagajne s pomočjo javnega dolga. Res prekrasen plan. Toda, ali ga morda nismo nekoč že imeli priložnosti videti, minister Miklavčič? Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Sinoči je bila v ljubljanskem KUD-u Franceta Prešerna ljubljanska premiera večmedijske predstave Maje Delak in Luke Prinčiča z naslovom Poti ljubezni. Performans združuje ples in glasbo v spektakel, na odru pa vse skupaj izgleda nekako takole. Medtem ko je polovica benda še vedno v studiu v Los Angelesu, pa je bila druga polovica Sidate sinoči v ljubljanskem klubu Sap Sap na predstavitvi videospota za pesem Vojna idej. Impresivni boj med naravo in mestom v digitalni podobi je sproducirala ekipa mladih in talentiranih New Frameovcev. Ajda in Irena sta se pogovarjali z režiserjem spota Anžetom Koronom in mojstrom za animacijo Tejom Rižnarjem. Če si predstavljaš, da je ta spot dolg 4 minute pa da bi mi iskreno, da bi pač lahko človek šel vsak dan domov na kosilo pa spat, rabiš 6 mesecev, pa da jaz nisem mogel domov na kosilo pa spat, pa sem pač to v službi počel, pa smo rabili 2 meseca. Tako da nikje, jaz sem imel plan narediti 5 šotov na dan, pa mi ni ratel. 5 šotov? 5 kadrov, ja, pa je bilo težko. Še vreme. Sonce bo ugodno vplivalo na trebušno salo. Nastavljajte se mu čim bolj pogosto, kolikor se le da. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti o abstinenci. Lepo se imejte.